Haleluja. Govorimo o tem, kako ugajati Bogu in, in kako hoditi v veri. In danes je dobro, da si rečeš, haleluja, ponedeljek pa torek za mano, vstopil sem v sredino svojega tedna, hočem hoditi v sredini odnosa z Bogom, hočem biti v centru Božje pozornosti, hočem biti Bogu všeč, hočem mu verjeti. Tako kot piše v Hebrejcih 11:6, da sem mu všeč, ko mu veliko verjamem. Haleluja. In včeraj smo malo pogledali, kako vera deluje in kako spoznamo njegovo ljubezen. In res je, vera deluje po ljubezni. Bolj, ko si zaljubljen v Jezusa, več mu boš verjel. Bolj, ko vidiš, da te mora, kako je njegova ljubezen popolna v tebi, haleluja, več si boš upal, več boš verjel, haleluja. In drugače boš sebe gledal, ker ti veš, da si ljubljen, ker ti veš, da te Bog ljubi brezpogojno, ker ti veš, da on nima nobene obsodbe proti tebi, kakor je pisano v Rimljanih 8:1, ni več obsodbe za tiste, ki so v Kristusu. Kaj je pol? Haleluja. Kaj boš pol delal? S čim se boš ukvarjal? Ja, širil boš to naprej, to svobodo v Kristusu, ker si osvobojen vsakega greha, vsake obsodbe, vseh posledic prekletstev. Haleluja. In veš, da te Bog ljubi brezpogojno. Kaj se ti bo zgodilo? Tvoja vera bo začela se dvigovati in širiti svoja krila, tako kot orel, in boš lahko Bogu verjel za ful več. Haleluja. In ko mu verjameš za več, tudi zgledaš drugače, obnašaš se drugače. In to, kar je v tebi, bo začel prihajati na svet okoli tebe. In kaj se bo zgodilo? Nova reformacija. Haleluja. Kamorkoli boš prišel, boš reformiral svojo družbo. Haleluja. Dajmo to malo danes. Gospod, naj tvoja reformacija danes reformira našo vero, da verjamemo več kot včeraj. Haleluja. Ne bo naš odnos z Bogom poln vere, da imamo sliko prihodnosti v sebi, ki ti hočeš, da se manifestira. Oče, da se tega držimo in strmimo naprej v svetlo prihodnost. Haleluja. Bote vsi ful blagoslovljeni. Čau, se vidimo jutri.